Pozdravljeni, dragi gledalci, moje ime je Matej Sleva in dobrodošli v 5 minut ali manj vlogu, kjer na poti med vsakdanjimi pravili govorim o stvareh, ki imam trenutno v glavi. In danes bi govoril o meti. Zdaj lahko pač govorim o tisti rastlini, o zelišču, ful dobra stvar za čaje, za zdravilne napitke, tudi za obloge, za rane, ampak ne bomo zdaj o meti govorili, o tej meti, ampak malo drugačen meti govorili, ne. Pač meta, ne, je izraz, ki opisuje neko dodatno stvar, ki dopolnjuje ta glavno stvar. Zdaj to malo čudno bilo, ampak samo malo bom tako razložil, kaj se gre. Torej, recimo pri računalništvu, ne, imate sliko, to so podatki, ok? In imate pa metapodatke, ki v bistvu opisujejo to sliko, kakšne barve so, kdo je slikal, kdaj je bila slikana, kako je bila zaslonka odprta, kateri fotoaparat je bil, vse to, ne. To so pač metapodatki, ne, torej meta, ok? Neki drugi podatki, ki jih v bistvu ne vidite vi, vidi jih računalnik in opisujejo tiste ta glavne podatke, ne, torej metapodatke. Recimo drugi primer, ne, bi bil metazgodba, ne. Če ste igrali recimo Assassin's Creed ali pa kaj takega, ne, veste, da imate glavno zgodbo, recimo v štirkici ste pirat, ki pomaga pol assassinom, ne, to je pač ta glavna zgodba, ne, pol je pa zadaj še metazgodba, ki v bistvu dopolnjuje to ta glavno zgodbo, pa razlaga, zakaj pač mi dejansko tisto ta glavno zgodbo igramo, ne, torej pač imamo neko firmo, ki dela igre in s pomočjo Animusa, pol, vse se reče Animus, ne, pač tiste mašine, ne, prebirajo svoje spomine, pa jih zapisujejo, ne. Pač to je pa meta zgodba, ki v bistvu razlaga ta glavno zgodbo, ne. Spet neka pomožna stvar, ki opisuje ta glavno stvar, ne. Potem še imate pa en drugi pojem mete, ne, in se v bistvu uporablja za opisati priljubljeno strategijo v igri, ne. Recimo imate LOL, League of Legends, ne. Jaz ga ne igram, tako da če bo zdaj kaj narobe povedal, ne me vgrizniti, ok? Recimo meta v LOLu je, da mora Rengar iti na top. Ne vem, če gre na top, mislim, da Rengar je top hero, oziroma champ, no, ampak pač razumete, hočem povedati, ne. Pač meta opisuje, kakšne strategije so trenutno popularne, ne. Tudi recimo vedno bo šli eni heroti v jungle, ne. Tisti, ki gre pomali na mid, ne bo šel v junglat, ker pač ni to trenutna meta, ne. Če se pa meta recimo spremenila, ne, pa se lahko tudi zgodi, da bo ki mider pač naenkrat jungler postal, ne, ker pač se se zdelo, čuj, gremo mi meto spremeniti, ne, pa gremo pač dati tega v junglu, ne, pač in bo pač junglal pol. To je pač meta v multiplayer igrah, ne. In to je to, no. Pač samo to sem hotel povedati, ne, kar dejansko je meta, ne. Ker velikokrat govorim o meti, ne, tudi recimo Dungeons & Dragons igro, ki jo zdajle igram, ne, tisti, ki niso skapirali, tista zgodba o vokovih pa o treh popotnikih, ne, o Geretu, Silo pa Bartu, ne, tista je bila zmišljena zgodba in se je dogajala v bistvu v Dungeons & Dragons, ko smo igrali, ne. Pač, če se vam malo čudno zdi, to je pač malo čudna zgodba, ne. Ja, in pač meta tudi v Dungeons & Dragons je tisto, kar se med sabo pogovarjajo igralci, ne pa karakteri, ne, recimo, jaz lahko, ne vem, igralcu povem, čuj, moja rasa, ne, recimo vilinci, pa imajo tako pa tako navado, in tak se obnašajo recimo do škratov, ne, in to je meta, ne, pač predvidevam, da njegov karakter to ve, ampak pač, ker jaz tega dejansko v zgodbi, ne, moj karakter v zgodbi, ne bi povedal to njihovem karakterju, ne, ampak jaz moram dejansko igralcu povedati, ne, to meta, torej pomožna zgodba, ki pa dopolnjuje tisto ta glavno zgodbo, ne, ta glavno zgodbo med, torej komunikacijo med karakterji, ne. Ok, da vam ne več bluzo. Čau, adijo.